po mojem. Lepo pozdravljeni. Bližata se 1. in 2. november, dneva, ko praznujemo vse svete in se spominjamo vseh vernih rajnih. Za mnoge med nami je to čas, ko obiščemo pokopališče in se spomnimo naših pokojnih. A ta dneva nosita še globlji pomen, ki sega onkraj običajnega obiska grobov. Praznik vseh svetih ima svoje korenine že v zgodnjem krščanstvu. V 1. stoletju po Kristusu so se kristjani spominjali mučencev, ki so zaradi vere izgubili življenje. Sprva so se jih spominjali na dan njihove smrti, ker pa je bilo s časom mučencev vedno več, so si že takrat prizadevali, da bi določili en dan, ko bi se spominjali smrti vseh. Tako so že v 4. stoletju imeli dan, to je bil 13. maj, posvečen vsem mučencem. Kasneje je papež Gregor IV. Preložil praznik na 1. novembra in ukazal, naj praznik razglasijo za državni praznik, ko se spominjamo vseh svetnikov, ne le mučencev. Temu sledi 2. november, dan vseh vernih rajnih, ko se spominjamo vseh duš v vicah in za njih molimo. Že v Svetem pismu v Stari zavezi zasledimo, da je molitev za rajne hvaljena. Kot obred so se molitve za rajne najprej pojavile po samostanih, tekom stoletij pa se razširile na celotno cerkev. Kako pa ta dva praznika praznujemo danes? Danes sta z menoj bogoslovca Janez Peter Bohinc in Žiga Kreft. In skupaj bomo razmišljali o tem, kaj nam ta dva dneva pravzaprav pomenita. Lepo pozdravljena. Bog daj. Dober dan. Kakšen pomen ima za vaju dan vseh svetih in kako ga praznujete? Praznik vseh svetih ima zame velik pomen. Praznujem ga tako, da se v domači župniji udeležim svetih maš dopoldne, popoldne pa obiščem pokopališče, kjer so pokopani naši predniki in tam molimo zanje in se udeležimo blagoslova grobov. Potem pa imamo zvečer v župnijski cerkvi še molitev 3 delov rožnega venca in še eno sveto mašo. Kaj pa praznik pomeni tebi? Za mene je to družinski praznik, čas, ko gremo z družino k sveti maši za naše rajne. Gremo tudi po pokopališčih, na katerih so pokopani naši družinski člani. Da v bistvu gre za eno tako srečanje družinskih članov, tistih, ki še živimo, pa tudi tistih, ki so že rajni. Zdaj, praznik največkrat imenujemo kar dan spominja na mrtve. Kakšna je razlika med dnevom mrtvih in dnevom vseh svetih? Torej, dan spomina na mrtve, pa praznik vseh svetih, lahko že v besedah čutimo eno razliko. Če je in pred državo in pred cerkvijo sta to pač praznika, oziroma pač je en praznik, ga v bistvu drugače dojemamo. Cerkev svete dojema kot žive. V bistvu še bolj živijo življenje, kot pa ga mi tu na zemlji. Pred državo je pa to dan spomina na mrtve. To meni dan živih, a dan mrtvih, tu je ena taka velika razlika. Kdo pa sploh so vsi sveti? Vsi sveti so vsi tisti, ki so v nebesih, torej vsi svetniki. In med svetnike spadajo tako tisti, ki jih je cerkev uradno razglasila in se jih spominjamo kot svetnikov oziroma kot blaženih v našem koledarju. Poleg tega pa tudi se spominjamo vseh tistih, ki jih cerkev ni uradno razglasila in so bodisi že utonili v pozabo, bodisi pa smo jih poznali in so živeli sveto življenje, ni pa jih cerkev prepoznala in razglasila za svete. Kaj pa potem praznujemo 2. novembra? 2. novembra pa obhajamo spomin vseh vernih rajnih, ko se spominjamo in molimo za vse tiste, ki so na poti v nebesa, vendar se morajo prej še očistiti svojih grehov in posledic grehov v vicah, kjer trpijo, mi pa jim moramo pomagati s svojimi molitvami, žrtvami in veliko pomoč jim je tudi priprošnja svetnikov. Za pokojne lahko molimo, oziroma je prav, da molimo celo leto,
da zanje darujemo odpustke, posebej pa lahko odpustke zanje darujemo v teh dneh, in sicer, če molimo za rajne v cerkvi, na prazniku vseh svetih oziroma na spomin vseh vernih rajnih, dobimo popolni odpustek, prav tako pa ob molitvi za rajne na pokopališču v osmini praznika vseh svetih, torej od 1. do 8. novembra. Tu bi jaz dodal, da se lepo vidi ena taka povezanost med cerkvijo. Cerkev je v bistvu na 3 ravneh. Torej cerkev, ki pač smo tu na zemlji, ki še živimo, oziroma vojskujoča se cerkev. Potem je cerkev, ki je poveličena, to je tista, ki je v nebesih. In potem pa še v bistvu tretja cerkev, ki pa v bistvu trpi, ki pa se očiščuje, da bi prišla do nebesa. Ta cerkev, ki je v nebesih, je nekako taka ciljna, naš cilj. In v bistvu si vsi med seboj pomagamo. Torej svetniki, ki so pri Bogu, prosijo za nas, ki smo na zemlji, mi pa lahko pomagamo s svojimi molitvami, s svojimi dobri deli ali pa odpovedmi cerkvi, ki se očiščuje. To je ena taka medsebojna povezanost, ki v bistvu presega čase, presega v bistvu tudi kraje in nas povezuje med sabo. In predvsem v dobrem smislu. Kako pa po vajinem mnenju današnja družba gleda na ta dva praznika? Jaz mislim, da je več pogledov družbe, ki gleda na ta praznik. Naprimer, eno je že to razlikovanje, kako mi rečemo tem praznikom. Ali je to dan mrtvih, ali je to dan svetih, dan vseh svetih. Vseeno pa v vsakem primeru pa mislim, da naša družba, da Slovenci, da znamo lepo praznovati ta praznik. Da znamo tudi naše grobove, pokopališča obiskati, priti tja, tudi prinesti kako svečo, kako rožo in s tem v bistvu se spomnimo, pa tudi počastimo na nek način naše prednike. Tudi eni molimo za njih, za rajne, in s tem pomagamo. In mislim, da Slovenci, da je še kar nekaj molitve, predvsem se pa to na primer vidi, če se kdaj vozimo 1. ali pa 2. novembra zvečer in vidimo na pokopališčih, kako so razsvetljeni. Mislim, to je res en tak lep prizor, ki nam pove o tem, da še imamo tudi eno vero v posmrtno življenje, da verujemo tudi, da se bomo srečali s temi mrtvimi, kjer v bistvu pa imamo že eni za žive, oziroma da so še živi oziroma bolj živi kot pa mi. Kaj bi pa ob tem prazniku želela sporočiti drugim? Želel bi sporočiti, da je to dan, da so vsi sveti dan veselja, ko se kristjani spominjamo tega, kaj je naš veliki cilj našega življenja. Živeti po Božji volji in se zveličati, torej priti v nebesa. Zgled za to so nam svetniki in tudi močna priprošnja. Svetnikov se ne spominjamo samo na vse svete, ampak vsak dan v letu, ko obhajamo godove svetnikov, prav je, da se jim priporočamo in oni nam morajo pomagati priti v nebesa. Na prazniku vseh vernih duš pa želim, da bi molili za naše rajne, za vse tiste, ki so nas imeli radi, in jim moramo mi zdaj izkazati ljubezen s svojimi molitvami, žrtvami, odpustki, ki jih darujemo zanje. Prav tako se rajnih ne spominjamo samo 2. novembra ali pa 1. novembra, ampak je prav, da se jih spominjamo v svojih molitvah iz dneva v dan. Hvala. Bi še ti kaj dodal? Jaz bi dodal 2 vprašanje. Prvo je, a si želim postati oziroma biti svetnik? Da bi tudi opisali svetnika kot tistega človeka, ki živi eno uresničeno življenje, ki živi življenje v polnosti, ki je ugotovil, da ne more živeti sam, ampak da v bistvu rabi Boga, da lahko živi eno življenje v polnosti. Torej si želim postati svetnik. Drugo vprašanje pa je, kako se pripravljam na svojo smrt? A se sploh zavedam, da bom tudi jaz umrl enkrat? Da v bistvu to ni eno vprašanje, ki bi se pač ga rabo bati, da bi mi bilo treba biti en strah, ampak da gre za smrt, da je to en prehod. Tudi se ob tem tudi pojavi vprašanje, a sem jaz spravljen s sabo, sem spravljen z drugimi, živim v miru s sabo pa z drugimi. Tudi pač je še nekaj časa verjetno, da moramo še kako stvar narediti in pred našo smrtjo. Da se tudi zavedamo tega, da smo umrljivi, pa da tudi z nami se ne bo končal ta svet. Hvala vam za tole.
Praznike vseh svetih in spomine na verne rajne nam kristjanom dajeta upanje. Upanje, da s smrtjo ni vsega konec. To nista dneva žalosti, ampak veselja, saj se takrat spominjamo vseh naših dragih pokojnih, za katere verjamemo, da se že veselijo večne Božje slave in molimo za tiste, ki se v vicah še očiščujejo. Hvala, da ste bili z nami. Bravo.